Spoštovane in spoštovani, znova lepo pozdravljeni ob virtualni otvoritvi razstave v Mali galeriji Banke Slovenije. Po krajšem premoru v juniju se je naš razstavni prostor v središču prestolnice znova vrnil med občinstvo z razstavo tihožitij stalne zbirke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in sicer za zbirko del sedaj že uveljavljenih slovenskih likovnih umetnikov oziroma del iz njihovega študentskega obdobja. Z naslednjo razstavo Urbano tkanje pa nadaljujemo niz sodobne študentske produkcije študentov Univerze v Ljubljani. Projekt oddelka za oblikovanje tekstilij in oblačil Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani namreč naslavlja vso ustvarjanje prostora, v katerem živimo. Morda je to še posebej aktualna tema v trenutnih razmerah, ki so nam v preteklih mesecih narekovale večjo statičnost in nas morda fizično prikovale in omejile na določeno okolje. Vabim vas, da se do 22. avgusta oglasite v Mali galeriji in si ogledate, kako so si ustvarjalci zamislili preoblikovati naš galerijski prostor, ter se potopite v nekoliko drugačno tkanje in v svoje misli in občutke, ter jim pustite prosto pot. Projekt Urbano tkanje je delo študentov prvega letnika Naravoslovno-tehniške fakultete Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil. Njegov glavni namen je predstavitev tekstilnega oblikovanja širši publiki in v odnosu do mesta Ljubljane, ki ima svojo klasično osnovo, zgrajeno na osnovi rimske emone in pa še ozirajoč se na pradavnino koliščarjev, ki so svojo bivalno kulturo stkali iz vejevja in kar so pač našli. Tako razstava ljudem predstavlja tisto, kar je najbolj bistveno v oblikovanju tekstilij, to je dotik in pa tekstilen material, ki je tukaj na razstavi predstavljen v obliki vrvi, ki so ročno zvite in se preprosto spuščajo navzdol ali pa rastejo v obliki dreves. Njihova povezava s sodobnim življenjem je neke vrste internet, virtualna kultura, hkrati pa so oblike skrajno arhetipske, naravne, raščene in to vse pravzaprav tekstil kot material omogoča. Lepo pozdravljeni v Mali galeriji na razstavi Urbano tkanje, na kateri predstavljamo projekt prvega letnika Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil Naravoslovno-tehniške fakultete, ki nam v galerijo prihajajo z nekim razmislekom o tkanju kot hkrati in urbanotvorni in družbotvorni aktivnosti. Tkanje je nekaj, kar je z nami že zelo dolgo časa. Tkamo že od neolitika, v zelo različnih materialih. In zato ne preseneča, da so tkanine, vzorci tkanja, načini tkanja pravzaprav zelo pogosto neki zemljevidi družbe, iz katerih izhajajo, so neka pravzaprav identifikacijska oznaka, po kateri pač prepoznavamo značilnosti določene družbe in silnice, ki jo obvladujejo. Zato nekako ni naključje, da je tkanje pri tem projektu postalo nek privilegiran način premišljevanja o naši sodobni urbanosti. Pravzaprav gre za neko galerijsko mikrofloro, ki je alegorična za to, kako razmišljamo o življenju v mestih na večjih nivojih. Življenje v mestu je pravzaprav neka večplastna stvar, preplet zelo različnih elementov in to je nekaj, kar pač ta razstava zelo zgovorno pač povzema. In zato, ko se ozremo tukaj v to nenavadno organsko okolje, pravzaprav zaznamo določene silnice,
ki pravzaprav obvladujejo življenje v mestu. Urbano tkivo je na isti način, oziroma v enaki meri, predmet in določenega planiranja in določenih naključnih vzgibov iz samega življenja, pač potreb občanov, ki pravzaprav spreminjajo to racionalno podlago oziroma substrat. In pravzaprav ta razstava odlično povzema to dimenzijo. Imamo neko formo, ki je istočasno in planirana in predmet premisleka, hkrati pa svobodna. Hkrati nekaj, kar se zelo dobro prilagodi svojemu habitatu, določenim okolju, določeni podlagi, določenim potrebam. In zato je pa to drevo pravzaprav nek centerpiece te razstave in neka pač večplastna alegorija tega, kako se pravzaprav urbano sestavlja iz zelo nasprotujočih si silnic planiranega in naključnega, tistega od zgoraj in tistega od spodaj. Nenazadnje se sama razstava na podoben način razvija iz tega dela in pač pravzaprav povzema prostor. Na bolj ali manj formalno izčiščene, bolj ali manj dokončane, bolj ali manj zaključene načine. Imamo na drugi strani nek odgovor na to drevo, ki se pravzaprav dogaja kot neka pseudoorganska forma, ki že nakazuje neko dimenzijo zapisa. In ta bela barva, ki pravzaprav obvladuje celotno inštalacijo, lahko tudi alegorična v tem smislu. Gre za nekaj, kar je na nek način komaj zaznavno, ampak nekaj, kar kot nek footprint absolutno obvladuje način, kako razmišljamo o urbanem in kako ga ustvarjamo. Imamo pravzaprav neke tri elemente, ki obvladujejo galerijo in nekako sestavljajo to inštalacijo. Drevo kot nek moment organskega, nek moment tega, kako življenje pravzaprav prevzema in določa razmišljanje in planiranje urbanega prostora. Imamo določeno formalno plat tukaj, ki predstavlja skoraj neko ogrodje, se pravi nek moment nekega racionalnega planiranja in hkrati na tej razstavi deluje pravzaprav kot nek modul za pravzaprav razumevanje vse materialno, vsega tega, kar nastane. In spet imamo nekaj, kar se v to inštalacijo v galeriji piše kot določen nepravilni zapis, ki pravzaprav predstavlja neko razvijajočo se, še nedokončano zadevo in tako nakazuje neskončne potenciale razmišljanja in delovanja v urbanem. Mogoče za konec poudarim še, da je to razmišljanje še kako pomembno v današnjih ozirih. S tem, kar se dogaja pri nas in v svetu, je razmišljanje o urbanem, o tem, kako razmišljamo o tem, kom pripada, na kateri način se pravzaprav vpisujemo v javni urbani prostor, postalo toliko bolj pomembno. In zato je ta razstava pravzaprav tudi na nek način vabilo, da smo pozorni na to, da je javni prostor tisto, kar pač nam pripada kot predmet našega ustvarjanja.